Ja, si predstavljaš, da bi lahko naredil odnos z nekom samo z dvim gumbi, zelen pa rdeč. So v bistvu že zdaj lahko. Zdaj, kako izgleda grajenje odnosov? Stvar je zelo preprosta. Imamo dva gumba, kot sem rekel, imamo rdečega pa imamo zelenega. Če jaz v odnosu do nekoga naredim nekaj, kar te osebi ni všeč, pritiskam rdeč gumb. Verjemi, ta oseba ne bo dovolila, da jaz pritisnem ta gumb zelo velika. Če mu kreiram nasmeh, nekaj, kar je dobro za njega, je pa pritiskam zelen gumb. Zdaj pa tako, mi smo kompleksna čustvena bitja. In zdaj, če bi mi bili vsi tako transparentni pa iskreni, bi mi že načeloma vedeli vnaprej, prej komu, kaj je rdeč pa kaj je zelen gumb. Zdaj pa fora je, da ko jaz pridem, pa rečemo, tebe spoznam, pa ne boš ti meni dal seznam, a veš, le Boško, prideš še na odnos, klemaš seznam, to je no go, to so vsi rdeči gumbi, tle pa seznam, ki so vsi zeleni gumbi. Na grobo jaz vem v odnosu, tam primer prijatelja, kaj se ne počne v odnosu do, dem reči, partnerke, kaj se ne počne, pa če v poslu tudi vemo na grobo, kaj se ne počne, pa kljub temu mi delamo, vse poprek pritiskamo, še gumb, ki ga ni. Zdaj pa, ko začnemo graditi odnos, je moja naloga, da pač, ko bi rekel, čim večkrat ugotovim, kje so, kaj je zelen gumb in da skozi komunikacijo, se pravi, spoznamo osebo toliko dobro, da ne pritiskam rdeč gumb. Zdaj pa, če že pride do situacije, da se rdeč gumb pržge, da ga pržgem, pritisnem, pa potem jaz prosim, ko začnem graditi odnos, jaz prosim drugo stran, povej mi, če slučajno pritisnem rdeč gumb, naredim nekaj, kar ti ni okej, da imela toliko odprto komunikacijo, da mi rečeš, Boško, to pa ni okej. In jaz bom naredil vse, kar lahko naredim, da nikoli več tega rdečega gumba ne pritisnem. Kaj pa mi delamo? Nekdo nam pritisne rdeč gumb, pa mi tih, pa nič ne povemo. Kako bo ta oseba na drugi strani vedela, da je bil to rdeč gumb, da to ni bilo v redu? Po drugi strani, če nekdo naredi nekaj dobrega, pa če jaz pritisnem tebi zelen gumb, povej, da je to okej. Pa bom vedel, da je zelen gumb, pa bom skušal ta zelen gumb še večkrat, ko bi ga pritisnil. Jaz sem eno kolegico, dam primer. Ženske imate načeloma rade rože. Večina žensk, ne kjer procent, tako večina. Jaz sem eno kolegico, ki je alergična na rože. Če jaz ne prinesem rože, zdaj, če bi jaz prvič prišel do nje, pa je prinesel rože, pa nisem vedel, zdaj, bi pričakoval, da ona na zelo spoštljivosti reče, Boško, jaz sem alergična na rože, meni to ni okej. Rekel, okej, my mistake, nisem vedel, ne bom ti več rož prinašal. Zdaj pa, se pravi, po drugi strani bi pa pač potem nekaj drugega naredil. Zdaj pa, kje pridemo do ene take situacije, ki pa meni tako v teh odnosih smo kot mi, zelo, ne rekel čudni, ampak kar smo kompleksna čustvena bitja. Zdaj pa tako, si mi predstavljamo, zdaj se ti rečemo vpraši, vzem si eno osebo, kogarkoli, nekdo, ki ti je mar, pa ki znamo, ki si zelo pogosto. Ok, pa gre eno vajo narediti. Pa mi smo tu še en svoj case povedal. Da mi sam povej, kolikrat v odnosu do nekoga, ki ga dobro poznaš, pritisneš rdeč gumb, pa veš, da je to rdeč gumb, pa ga kar pokaš. To velikrat naredimo, ko smo, ne vem, slabe vole, da smo ego zmatra, ne vemo sami sabo, kaj bi, pa se pa stresamo, ponavadi na ljudi, do katerih se ne bi smeli stresiti. Kolikrat narediš to, da pritisneš rdeč gumb, pa veš, da je rdeč gumb, pa veš, da ni okej. To je ena stvar. Druga stvar, kolikrat pa imaš kapaciteto, veš, kaj je zelen gumb, pa lahko ga pritisneš, bi lahko eni osebi polepšaš dan, kreiraš nasmeh, pa ga ne pritisneš. Kolikrat to narediš? Vsi to delamo. Prevečkrat pritiskamo rdeč gumb, pa vemo, da to boli, pa izredno malokrat pritisnemo zelen gumb, pa vemo, da ta zelen gumb bi lahko kreiral nek nasmeh, pa da bi se ta oseba dobro počutila. Ne, te dve zdaj še razumem. Kaj pa jaz res ne razumem? Ko mi v odnosu pritiskamo rdeč gumb, pa pričakujemo, da se druga stran obnaša, kakor smo pritisnili zelenega. Ne pije tako lajko. V neki točki, če pritiskamo predolg rdeč gumb, pa se oseba obnaša, kom rekel, kakor sem pritisnil zelenega, so to ponavadi ali kdo slepo zaljubljen v nas, ali so to naši podrejeni, smo mi pač, ne, mogoče si v tej točki ti, ali so to naši starši, ali to nekdo, ki je, dajmo reči, pripravljen marsikaj požreti, zato da pač ostane v naši bližini.
ta oseba, ki nam to dela, nam dela absolutno naš dobro. Ampak jaz mislim, da to moja naloga je, da se jaz v odnosih, pa ne jaz ne govorim o nobenem idealu, da se jaz v odnosih zavedam, da tako, kdaj pritiskam rdeč gumb. Jaz pravim tako, in da seveda, če ga pritisnem, da je moja mreža toliko zaveščena, da pač ima to, mojo podporo, pa mojo prošnjo, da pač please mi povej, ko sem jaz dejansko da jaz tega, ker iz tega srečko ne želim delati. Ker kaj fura? Ja, absolutno ne želim, da folk meni pritiska rdeč gumb. Ni prijetno, boli. Jaz bi raje, da pač prije folk, pa da mi pritisne zelen gumb, da mi nekdo kreira smeh, mi nekaj ne, da mi meče polena pod noge. In to je bila spora, ki velikokrat razlagam, pač ne deli nekaj drugim, kar ti ne želiš, da drugi počnejo tebi. Vse to vemo, to smo že tisočkrat slišali. Jaz sem jo rečemo, ne vem, kje nas manjka, kaj zelo velika je čisto preprosto v komunikaciji. In da pač gremo kdaj tudi v, čevlje, v kožo tam sogovornika in da ne izhajamo vedno iz nas. Ker, razumem in in je veliko dejansko, lažje stati na eni svoji točki pa reči, da me ne zanima, vsi ste vi, kakor na drugi strani razumeti človeka pa dejansko skrbeti za prave ljudi. Jaz v tem odnosih zelo veliko tiste stvari vedno ponavljam. In da je res, tako odloči se, s kom boš gradil odnos in da investiri v ta odnos, kolikor ti misliš, da je vreden, da se investira, da obžaluješ preveč, če tega odnosa jutri pojutrišnjem ne boš mogel graditi več. Ena taka posebna zgodba, ki nimam problema jo deliti, je rečemo, moj odnos, rečemo začetek. On je 4 leta nazaj umrl, pa hoče imel tak nek svoj bohemsko življenje, torej v neki točki se odločil, da bo šel v Nemčijo, živel je nek svoj tak življenje, ki pač se jaz rečemo s tem nisem toliko strinjal, ampak v kulturi pri nas je bilo tako, da pač enostavno očeta se je spoštovali in nisi se ti upiral človeku. Torej jaz sem tam prej 20+, sem imel tako nekako precepu. A bom jaz tega očeta sprejel tazga, ki je, ali bom pač prekinil z njim pač kontakte, stike, ne bom se z njim več ukvarjal, in ker nisem imel nemoči, ni prišlo sploh upoštev ta druga opcija in jaz sem res tam prej 20+, očeta sprejel tazga, ki je. Torej ni bilo nič obsoja, ni bilo nobenih, torej sem hotel slišati za klicu, če sem mu lahko pomagal, sem mu pomagal in smo tako imeli pač tak normalen odnos. Torej, pomeni, da sva se videla, ko sva se videla, ni bilo pa, jaz sem se trudil čim večkrat pritisniti gumb zelen gumb. Zdaj, a bi ga jaz lahko večkrat? Sigurno. Ampak gre zdaj temu, koliko zelenih gumbov se jaz pritisnil z njegovega vidika, ko bi jaz moral zgorim, temu, da sem jaz naredil vse, kar sem jaz mislil, da je vredno tega narediti. Ker kaj sem pa jaz verjel? To, da pač če gremo po naravni poti, pa da vse teče normalno, bom jaz tiskal v njega dal pokopal in ne on mene. In to se je res zgodilo. Torej, bilo je enih dobrih 4 leta nazaj, on je živel na relaciji Ljubljana-Bosna, na eni vasi in me kličejo v petek, da fotor ni dober. Jaz ga kličem, se mi je slišala, jezik njemu zapleta, pravim, a se sedem v avto, gledaj, sem 5 ur zdol, dam v avto, prišel v Ljubljano, pravi, ne, meni je moj prijatelj je zdravnik, on mi je dal neko terapijo, jaz sem v redu, v glavnem, iz ponedeljka na torek, čez polnoči, 10 minut me kličejo, da pač umrl. Zdaj, kaj je poanta zgodbe? Torej, ko sem jaz prišel dol, jaz sem pač bil 6 zjutraj že dol, in on leži v enim tam mala hiška, pač v svoji spalnici, pokrit za rjuho. Takrat, ali da je meni srce se trkalo, ali da je bilo meni težko, fino je takrat veliko za narediti. Zdaj, eno je, meni je bilo žal, jaz kot sin nisem preveč stvari obžaloval, kaj bi lahko naredil. O tem jaz govorim. Torej, a bi jaz tako naredil še tisto, ali bi še 5 milijard stvari naredil. Ampak sem jaz naredil toliko, da imam jaz mirno vest, in da dejansko v mojem lifeu sem tukaj. Pa še ena stvar, jaz sem zelo veliko pritisnil zelen gumb, pa mi je nekaj ljudi v mojem mreži rekel, da to on ni vreden tega, da ne deli to. In takrat jaz tega nisem poslušal. To je jaz naredil takrat, kar sem jaz mislil, da je prav in mi zato ne obžalujem absolutno nič. A mi ga žal, da mi je žal, bi jaz hotel, da on še kle, itek, da bi hotel, ampak pač ni. Zato, please, danes, imaš nekoga zraven sebe, a zdaj to fun, partner, sodelavc, ni važen, pritisni zelen gumb. Zdaj predstavljaj si, kam bo tvoja mreža šla, kakšen bo tvoj socialni kapital, če boš zgolj enemu na dan
pritisne zelen gumb. Pa to je tudi nekomu sam, da boš pohvalil nek outfit nekomu, skuši iz tega trenutka danes čim več folku kreirati nasmeh. Če imaš kakšno tako podobno zgodbo, da je z malo, da je spodaj v komentar, če ti to lajki, šeri, da postane del te skupnosti, ker verjamem, da lahko z pravi vrednota zgradimo vrhunski socialni kapital. To zelo velikokrat rečem, da si preveč dober, da bi imel veze, pa preveč pameten, da ne bi bil povezan. Tako da, hvala ti, pa vidimo se v naslednjem videu.